Področje zborovske glasbe je v Sloveniji nadpovprečno razvito, zborovstvo pa je najbolj množična kulturna dejavnost pri nas. Dolgoletno kvalitetno delo je slovenskemu zborovstvu odprlo pot v mednarodne kroge, kjer uživa velik ugled. Zato še toliko bolj preseneča, da na letošnjem javnem razpisu Ministrstva za kulturo niti en zbor ni ustrezal kriterijem za sofinanciranje. Podobno usodo delijo tudi festivali, ki vzpodbujajo zborovsko petje. Bili smo podprti samo vse skupaj, da ne bom pretiraval, vse skupaj mislim, da 3-krat. Enkrat smo bili v času Evropske prestolnice kulture v vrednosti 3500 evrov. Potem smo bili podprti, ko smo prvič pripeljali največji evropski vokalni kamp, vokalni kampus pod mentorstvom New York Voices v vrednosti 10 000 evrov, ki so naslednje leto že ukinili podporo, se pravi, šele ravno zaživel je kamp, postal največji evropski vokalni kamp, drugo leto več nismo dobili podpore. In pa še lanski festival je dobil podporo prvič kot festival po 9 letih v vrednosti 3500 evrov. To govorimo 1,5% vrednosti samega festivala. Gre torej za zanemarljiv znesek sofinanciranja države, glede na to, da ne govorimo o nepomembnem ali majhnem festivalu. Festival je v 10 letih prerastel v enega največjih festivalov v Sloveniji, zelo pomembnega tudi v tem delu Evrope, postavil se je na svetovni zemljevid. Uspeli smo privabiti več let nazaj svetovna imena, Grammy-jeve nagrajence, to so večinoma vokalne skupine, spravi niso večji zborovski sestavi, ampak so vokalne skupine, ampak smo pa gostili tudi svetovna zborovska imena, kot so zbor Glinka, zbor Smolni, to so, govorimo o največjih zborovskih sestavih na svetu, za tradicijo že mnogoletno. Mnogo let smo vabili tudi slovenske zbore. Nad opuščanjem finančne podpore vrhunski zborovski dejavnosti Ministrstva za kulturo so začudeni tudi na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Glede na obširnost in mednarodno prepoznavnost slovenske zborovske dejavnosti je pač nenavadno, da prav nobeno pevsko telo ne dosega nekega praga, ki bi ga bilo vredno podpreti strani Ministrstva za kulturo, ne? Ministrstvo za kulturo je šlo celo tako daleč, da je določen del sofinancerskega bremena zborovski dejavnosti naložilo Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo pač pravi, da obstaja za pomoč društvom, tudi vrhunskim, seveda Javni sklad za kulturne dejavnosti, ampak če bi hotel jim v resnici pomagati, potem bi potrebovali tudi drugačna sredstva, kot pa nam jih ministrstvo namenja za vrhunske skupine ali pa sploh za sofinanciranje na splošno. Vse kaže na to, da država ne podpira nevladnih organizacij z področja kulture. Zanimivo, saj razlogov za to praktično nima. Nevladni sektor nosi velik delež slovenskega kulturnega dogajanja, daje veliko dodano vrednost in je to, jaz mislim, da celo največja napaka, da se to daje na stran, da se tu ne daje podpore, ker si ne znam sploh predstavljati. To je bit naše države, to je kulturna, to je nosilec vsega, kaj se dogaja in tu brez tega ni prihodnosti. Zato ne čudi, da umetniška vodja zbora Karmina Slovenika zaradi prizadetosti situacije sploh ne želi komentirati. Upajmo, da zaradi tega kulturne dvorane ne bodo ostale prazne.